Maja, boš ti? Kaj pa, če bi raje ti? Ja, današnja tema je težka, je zgodba izgube, ampak je tudi zgodba upanja na nek zelo čuden način in ko samo govorim o tem, imam kurjo polt, ker vem približno, kaj naj čaka. Najin gost je Viki Pavlič, je vdovec in oče samohranilec, ki je pred nekaj več kot 2 letoma izgubil svojo partnerko Kristino Šiplič Pavlič, mamo njunih 2 otrok. In to v tujini, kjer še vedno Viki živi s svojima otrokoma. Na Nizozemskem, ne? Nemogoče je povedati vse. Tudi nemogoče si je predstavljati, skozi kaj vse so šli kot družina. Danes zato govorimo predvsem o slovesu, o spominu, o prebolevanju in tudi o novem začetku, o novem življenju. Šala za starše. Viki Pavlič, dobrodošel. Zdravo, dober dan. Hvala, da si se odzval najnemu vabilu. In iskreno sožalje ob vsem, kar se vam je zgodilo. Ti še kdo danes reče, če nanese tema na to, da si vdovec? Prvo kot prvo, hvala lepa. Ne samo za sožalje, ampak tudi, ker ste me povabili. Z veseljem povem, kaj je o naši zgodbi, ki se mi zdi, da ni tudi ne tak, kako bi rekel, edina. Mislim, da nas je kar veliko, sam se pač tega ne zavedamo. Pa se mi zdi, da je fajn, da tudi o tem govorimo, tako da tudi vi meni delate uslugo, da imam v bistvu platformo, da las pač kaj podelim, kako smo mi šli skozi, kako mi gremo skozi, pa mogoče to še komu kaj pomaga. Drugače za sožalje, pač na Nizozemskem živim, tako da zdaj sožalja kot takega, zdaj ne vem, kako se pač po angleško rečejo, I'm sorry to hear that, ne rečejo my condolences. Ja, to več ne rečejo pa oh, sorry to hear that, ko pač slišijo, kaj se je zgodilo. Ja. Tako da, na nek način še vedno. Viki, koliko si star, kdaj sta se spoznala s Kristino, kdaj razširila družino? Kakšno je bilo vaše življenje ali pa vajino življenje pred boleznijo, pred smrtjo? Da na hitro povzamem 13 let. Star sem trenutno 39, spoznala sva se, ko sem bil 24, ona je bila 20, študirala sva v Mariboru. Po enem letu sem se jaz potem preselil na Nizozemsko, kjer sem nadaljeval študij. Po 3 letih zveze nadaljavo, se mi je pa tudi ona pridružila. 2014, potem 2016 smo se poročila, 2018 smo dobila prvega otroka, 2020 med korono drugega. Umrla je pa pač 2 leti nazaj, 2023 avgusta. Viki, stavka, dokler naju smrt ne loči, si nihče ne predstavlja oziroma si ne predstavlja tega, da ga bo smrt od ljubljene osebe ločila tako zgodaj. Zakaj je umrla tvoja žena in kakšna je bila pot od diagnoze pa do smrti? Pač pot od diagnoze do smrti je bila kar kratka, vse skupaj 2 meseca in pol. Začelo se je vse, ko smo bili na dopustu, je začelo nekaj v trebuhu boleti. Ta bolečina se je pol stopnjevala z dneva v dan, dokler ni bilo tako hudo, da je mogla imeti, mislim, da 8 paracetamolov pa 3 ibuprofene na dan po 3 tednih. Ampak to je bilo že, ko smo bili že nazaj na Nizozemskem, pa je bila že v bolnici. In takrat je v bistvu jim je začela v šok padati, ker se je črevo razlilo, zato so jo mogli na hitro operirati. To je bilo še v bistvu predno so sploh točno vedeli, za kaj se gre. Tako da do takrat je bilo, mislim, saj jaz sem bil itak, nisem bil paničen, pa smisel pač bože, pač nekaj boli, v najslabšem primeru bojo kakšno operacijo mogli narediti, ampak se ful nisem nič sekiral. Ampak pol so me pač klicali z bolnice, da je pod nožem, da so jo mogli nujno operirati.
in da vejo, da smo zdomci, vejo, da imamo 2 otroka in da pač delajo vse, kar lahko, da jo rešijo, ampak da je v zelo slabem stanju in da upajo, da bo operacija uspela, pa da me kirurg pokliče čez nekaj ur, ko bo več vedel, kako točno je šlo. Tako da, mislim, takrat se je meni začelo šele življenje, takrat sem šele začel dojemati, kaj se dogaja, ker pač predtem ni noben nič vedel. Imeli smo preiskave, pač bolečina, ampak noben ni nič upal v bistvu povedati, verjetno, ker pač tako niso za ziher še vedeli. No in pol me je pa pač kirurg klical, pa je rekel, da je pač jo odprl, pa je videl, da je not bil zelo agresiven tumor, ki je bil razširjen od debelega črevesja, tankega črevesja, 12-ternika, ene ledvice, del želodca, mislim, da je to. Se je to v bistvu skoraj vse, kaj je tam not, ne. Tako da, ja, takrat sem pol pa za ziher vedel, da pa to niso hecne stvari več. Ja, je pač poudaril, da naslednjih 24 ur je kritičnih, ker je rekel, da je pač zelo, zelo slabem stanju in da če bi karkoli šlo narobe, ker je pač bila zahtevna operacija, je velika šansa, da bi šlo kaj narobe, ampak je rekel, če gre, so male šanse, da lahko karkoli glede tega naredijo. Recimo elektrošok ne bi deloval, ker je bila prešvoh in ne bi preživela. Tako da smo pač upali, da jaz sem pač kot prvo upal, da jo bom sploh še videl. Viki, kaj ti je rekla, ko se je zbudila? Ja, ko se je zbudila, pač bil sem ob njej, ko smo jo pač iz kome ven zbujali po operaciji drug dan. In ja, pač prve 3 stvari, ko smo se pogovarjala, so bile, prvo mi je dala PIN od telefona, pa gesla, pač da če slučajno ji ne bi uspelo, da lahko stvari urejam prek njenih računov. Druga stvar je, pač mi povedala, kje bi rada bila pokopana. Pa tretja stvar je pač rekla, ne ostani sam, najdi si nekoga. Pa se je že takoj to so bile prve stvari. Ob prebuditvi zavedala, da bo umrla? Ne, sploh ne, ampak pač, ko ti povejo, v kakšnem stanju si, pol se pač pripraviš na najslabše. Midva smo pol itak upala na najboljše, pa itak ti, tudi če majhen procentek upanja se na tisto zagrebeš, pa narediš kar le lahko. Ampak po drugi strani moraš biti pa tudi realen. Se ne moreš zatiskati oči pa biti naiven. Sploh glede na to pač, kakšno stanje je bilo v tistem momentu, je bilo kar, Še nekaj tednov. Mislim, da je bilo v redu to, no. Še nekaj tednov sta imela potem na voljo. Kako je bilo to, Viki? Kako to spremljaš? Ne vem, je še vedno upanje tisto, ki prevladuje, ali se pač pripravljaš na... Se sprijazniš s tem, kar te čaka? Ja, midva se ful nismo hotela sprijazniti, tako kak verjetno noben se noče, ne. Pri teh letih, ne? Mislim, pri teh letih, ta ena stvar, druga pa tudi pri taki kondiciji, pač 33 je bila stara, ampak kar se tiče kondicije, pač midva smo se res ful trudila glede zdravega načina življenja. Od tega, da smo skrbela, da smo dovolj spala, kljub temu, da imamo male otroke, do tega, kako smo jedla, večino obrokov je ona je rada kuhala, je ona skuhala recimo, večinoma vse biološko, vegetarijansko, ribe sicer smo tudi jemo. Ampak tako pač vedno smo se trudila biti ozaveščena o vseh stvareh, pa pač ne pretiravati, ampak pač narediti, kar pač lahko naredimo. Ker smo si vedno rekla, pač, če se slučajno kdaj kaj slabega zgodi, da zboliš, nočemo, da si učitamo, da smo si tudi sama dva kriva. In pač, nismo si mislili, da bo se to tako hitro zgodilo, ne. Ampak to je, pač tako, gre res, vsak se sprašuje, pač zakaj glih jaz. Se mi zdi, midva smo se pa še toliko bolj, ker
prijatelji, ko so to zvedli, pač niso mogli verjeti, pa so rekli, pa kak ona, pač pa sta najbolj, ne vem, zdrav par, kaj jih poznamo. Pač in se ti zdi res tisto nefair, ker res smo riskirali veliko in časa, in energije, in denarja za to, da smo pač zdravo živela in pol se ti kaj takega zgodi, ne. Tako da... Kako se je to Viki zgodilo? Kako ste se s Kristino pripravljali na to, kako ste pripravljali svoja dva sinova? Vem, da si po smrti zapisal, da je zmanjkalo časa za posnetke, za nagovore, za neko zapuščino. Ja, pač pravim, midva smo tako upala, da bo šlo, ker so vseeno bili primeri, ki so šli čez to. Celo najdla smo eno žensko, ki je že 7 let potem živela. Se pravi, raka je imela Kristina na slinavki, kar je najhujših oblik. Ampak smo v bistvu eno Slovenko najdla, ki je imela operacijo potem v Nemčiji in je že 7 let potem še vedno živela čisto v redu. Tako da smo videla, pač, da se, pač šanse so male, ampak smo mislila, ok, v njeni kondiciji pa to, če kdo lahko to pride skozi, bo to ona. Zato je tudi, ne vem, recimo, ko je šla na drugo operacijo, 3 tedne po prvi je v bistvu hodila poštenga gor v 10. nadstropje, recimo. Kaj je vedela, da pač mora biti močna, ne moremo se kar vdati. Tako da mi smo imela full mindset, da imamo šanse, ne. Vmes pa itak te pač preplavi, kaj pa če ne. Ampak ja, kar se tiče otrok, takrat sta bila 2,5 leti pa 5 let stara. Ona da sta pač vedela, da je mami bolana, da je v bolnici, obiskovali smo jo, vedela sta, da ima operacije, razložili smo jim vse, zakaj ima cevke tu, zakaj ima cevke tam, kaj se dogaja, kaj zdravniki delajo z njo, kaj lahko pričakujemo. Ampak nismo jo nikoli tako omenili, da je pa možno, da bo umrla, ker tudi mi pač to nismo hoteli verjeti. Tako da šele pol, v bistvu, mislim, da smo zadnji sestanek z zdravniki imeli 1. avgusta, umrla je pol 14. se pravi 2 tedna prej, ko so rekli pač, da se to prehitro širi, ker problem je bil, da ona v bistvu niti nikoli do kemoterapije prišla ni, ker je mogla imeti vse te operacije in da če hočeš imeti kemoterapijo, v bistvu se ti morajo rane vse poceliti. Tako da je mogla imeti po prvi operaciji, pol še drugo operacijo, kjer so ji v bistvu črevesa nazaj sešili, ker je imela v bistvu stomo prvih nekaj tednov. In tako pol po drugi operaciji se je spet moglo to zaceliti, pol je imela tretjo, ki so ji dali tak portakat, se reče, da jo pripravijo na kemoterapijo. Pol je pa že spet začela bruhati v roku 1 tedna in tako da so v bistvu ji pol spet mogli operacijo narediti, ker je pa rak v bistvu so oni vse prej ven zrezali, razen 10% je ostalo, ker pač niso mogli, ker je bilo preveč zažrto v ključne organe. In tisti 10% v bistvu je tako hitro nazaj zraslo, da je spet hrano blokiralo, da je bruhala, tako da so ji še enkrat mogli operacijo narediti. In pol so v bistvu imeli 2 točki, se pravi na začetku, kako je izgledalo, 2 meseca pa pol nazaj, pa pol po 2 mesecih. Se pravi, imeli 2 točke v času in je pač onkologinja rekla, da je v življenju videla že ogromno zelo, zelo agresivnih rakov, ampak še nikoli tako agresivnega, kako to. Tako da v bistvu rak je hitreje rasel, kot pa so se ji rane celile v bistvu. Tako da 1. avgusta, smo pač imeli zadnji sestanek z zdravniki, so pač rekli, da ne morejo več nič pomagati, tako da se je pol vključila paliativna nega. Tako da je pol še par dni, mislim, da še kar enih 7-8 dni je še bila v bolnici potem, zato ker smo čakali, da se bojo rane zacelile dovolj, da bo lahko šla v hospice, ker pač domov ni mogla iti, namenili smo se, da bo šla domov. Pač komaj smo čakali, tako da jo vsaj imamo doma, ampak pol, ko smo videli, v kakšnem stanju je, stanju pač na postli, pa tudi, kam jo naj damo doma, v dnevno sobo, med otroki naj umira, pač to ni bilo glih najbolj primerno, ne. Niti za njo, ker ne bi imela mira, niti za njih, ki bi jo gledali pač vsak dan, ne. Tako da smo ji pol najdli opcijo, da mogoče je hospice bolj primeren.
ker ima pol vsaj mir, pa je lahko obiščemo pač kadar lahko. Tako da v bistvu 4 ali 5 dni preden je umrla, smo jo prestavili v hospice, pa smo takrat še mislili, da bo še vsaj par tednov ali pa mogoče mesecev živela, ampak pač je bilo to pol samo še 4 dni. Ampak ko smo jo prestavili, smo pol šele prvič otrokoma povedali, pač, da bo umrla. In to smo se pol odločili tako narediti, da smo enega po enega noter v sobo pripeljali, pač ta druga v bistvu je še bil v vrtcu v bistvu. Tako da prvo je starejši šel, pa smo mu pač rekla, da je mami zdaj tu, ker pač je ne morejo več pozdraviti v bolnici, ampak mu ni pač takoj potegnil. Pa je rekla, kaj pa ta teta, mogoče jo ta teta lahko pozdravi. Ali pa ti stric bo jo tudi mogoče pozdravil. Pač je bil še tak ful, pozitiven, iskal rešitve, dokler mu pač nisem res mogel reči, ne tim, pač mami bo umrla. Pol pa itak, mislim, on je bil 5 let že takrat, tako da je vedel, zakaj se gre, in je itak bil to kar grdi ok. Takrat otroci tudi začnejo že spraševati o tem in razmišljajo o tem pri 5 letih. Ja, pač seveda. Mislim, on je že vedel, kaj pomeni biti mrtev iz risank, pravljic. Tudi tak smo, mislim, on se je že kar zavedal, kaj to pomeni. Nismo mu rabili dodatno razlagati. Ne. Tam mlajšemu smo malo bolj, on je bil 2,5 leti. Ne. Ampak, tako da prvo smo, starejšemu povedala, potem sem ga njega domov odpeljala, sem še s malim prišel, smo isto naredila. On je bil še ful mali, tako da on je že takoj videl, da nama je neprijetno, da nekaj ni v redu, pa je pa tako čez okno gledal, pa tako, da bi hotel preslišati. No. Ampak pač zdelo se nama je pomembno, da ju čez vse to peljemo čim bolj nefiltrirano. Ker sploh recimo glede tega, kak ima povedati, pa kaj ima povedati, po eni strani sem zelo vesel, da smo na Nizozemskem, ker imam privilegij iz 2 različnih kultur na isto stvar gledati. In iz slovenske in malo iz nizozemske, ker zdaj že 14 let tu živim, pa tudi sem se pač neki stvari z Nizozemcev navadil. In recimo to, kak ima povedati, pa kaj ima povedati, ko smo se posvetovala s tem, z domačimi, pa s prijatelji, pa to je marsikdo pač rekel, pa rekla bo to, da bo umrla. Ne bi raje rekla, da mogoče bo umrla. Ampak midva smo bila tisto čist, pač, mislim, to nima nobenega smisla, to se nam ful ni zdelo fair, da bi jih zdaj zaščitila, pred čem, pač ne moreš jih zaščititi, ne. In se nam ful ni zdelo fair, da bi mi zdaj vedeli, ona dva pa ne, in da bi njih dva zdaj to presenetilo, pač se nam je zdelo fair, da ona dva tudi veta točno to, kar mi vemo, da veta, da se bodo tudi ona dva mogla posloviti, da veta, če še kaj hočeta vprašati, še kaj povedati, kaj narisati. Se nam je zelo pomembno, da imata ona dva tudi to priložnost, tako kako imamo mi. No. Pa pomagalo je tudi, ker sem bil na vezi z eno svetovalko za žalovanje, ki je specializirana za otroke. Nisem jo nikoli videl sicer takrat, ker to se je dogajalo sredi poletja, je bila na dopustu, ampak prek meje 2-3 maile smo se izmenjala, kar je bilo glih dovolj, da smo pač dobila potrditev, da to, kak mi dva gledamo na stvari, da v bistvu je ona vse sam potrdila, plus tega je še kakšne nove nasvete nama dala, pa pač nama nekako dala pogumno, da je pa v bistvu kot neko potrditev, da je nefiltriran pristop verjetno najboljši. No. Viki, kako si se poslovil, kako so se poslovili njeni starši, kako sinova? Na to ne moreš biti pripravljen. Verjetno se zavedaš, da tudi tega ne moreš ponoviti, ne? To je končna postaja. Ja, pač res je. Poslovili smo se ta mala dva en dan preden je umrla, ker smo videli, da je, pravim, v zadnjih 4 dneh je z dneva v dan bilo veliko slabše. No. V bistvu samo zadnji 3 dni. No. To je v bistvu res nepredstavljivo, kako hitro lahko človeka razgrize ta hudič. No.
Tako da, ko smo videli, ja, mogoče ne bo druge priložnosti, ali pa pač smo tudi mislili, mogoče boljše, da se poslovita, dokler je še v koliko dobrem stanju, da se to zapomnita, ne polko, mogoče več ne bo pri zavesti ali kakorkoli. Tako da ja, s tam malima sem pač ima povedal, da se bomo poslovili, pa da verjetno več ne bo ta videla. Pač ja, če rabita, če še mislite, kaj vprašati, kaj povedati, kaj narisati, tako da smo nekaj risali, pa smo jih prenesli. Ampak pač ona vas to pač srečo, no, na nek način smo imeli, ker sta še tukaj mala bila takrat, no, ker tudi skoliko slišim od drugih vdov in vdovcev, ki imajo starejše otroke, so pač drugačni problemi, ker se pač že toliko bolj zavedajo, pa tudi ne poslušajo te več toliko, sploh če so kakšni pubertetniki, pa to pozna biti še dodatne težave. Ona dva pa pač sta vsaj takrat še požrla vsako mojo besedo, vsako besedo iz vrtca, od zdravnika, od kogarkoli, tako da je to tudi en plus. No. Ampak ja, pač sta se ona dva poslovila, pol zadnji dan sta se še starša, pa pol še jaz. Pol pa v bistvu smo mislili, da bo še vsaj par dni, ampak verjetno par tednov živa, ampak je v bistvu še tist dan zvečer pol že umrla. Ni pa uspelo, ko ste me vprašali za sporočila. Pač menila smo se z njo, da bi jima mogoče napisala ali pa mogoče se posnela, pa kakšno sporočilo jima pač shranila, ko bo ta, ne vem, 18 ali pa če se poročiš ali pa take stvari. Ampak do tega nikoli ni prišlo, ker je vse skupaj bilo ful prehitro. Dali so ji tudi kot nek dnevnik, ki ga dajo vsakemu, ki umira, in pač itak nismo ne prvi, ne zadnji, ko smo šli čez to, tako da so tam vprašanja, ki jih običajno ljudje na smrtni postli se jih radi vprašujejo, pa ti pač dajo kot neko priložnost, da zabeležiš svoje misli, ampak je tisti zvezek tudi ostal zaprt. Ni uspela nič tam narediti. Kar pa smo uspeli, no, ker sem vsaj to vesel, je bilo pa to, da kakšnih 8 dni mogoče pred smrtjo, ko še je bila v bolnici, je eno noč se jih kar na hitro stanje poslabšalo in je rabila namesto tiste cevkice s kisikom pod nosom, je pol rabila masko, ker tista cevka ni bila dovolj. Tako da smo se pol na hitro smo pospešila, pa sem šel v kontakt z eno agencijo prostovoljsko, tu na Nizozemskem, ki pač pridejo pa posnamejo kot nek intervju z umirajočim, pa te vprašujejo vprašanje pač, kako to, da si tu, pa kaj delaš, pa kje smo se midva spoznala, pa takšne stvari, tako bolj splošne, tako da v bistvu recimo lahko pol otroci vidijo, kako je ona sama o svojem življenju govorila. Tako da to imamo posneto, ampak takrat je že tudi imela to masko čez usta in čez nos, tako da ni zdaj tisto škoda, ka nismo en dan prej, ampak to nikoli ne veš. No. Tako da zdaj, če je kdo v podobni situaciji, jaz sam priporočam, da pač naredite čim prej za vsak slučaj. Ker tako smo tudi to naredila v bistvu za vsak slučaj, ker je tudi ona bila, ja pa sej pa bom zdaj z masko na kameri, pa da se neko lepa enkrat naredima, pa bo to backup, pa bomo ko boš boljša, bomo še enkrat naredila. Ne. Se mi zdi, da tako je boljš pristopiti, da za vsak slučaj narediš, pa zmeraj zbrišeš, ali pa se pol nazaj spomneš čez 30 let, vidiš, kako smo mislili, kako je bilo blizu, pa ni bilo na koncu, pa gled, kako je bilo vse lepo izteklo. Da se mi zdi to še zmeraj lep scenarij, da vseeno narediš, no, ker mislim, da bi bilo fajn, če bi imeli več, kot pa imamo. No. Imamo pa ogromno materijala in slik in video, tako da hvala Bogu sem bil kar tečen z telefonom in s kamero čez naše obdobje, tako da imamo veliko materijala od nje. No. Da imate veliko posnetih spominov. Viki, se morda spomniš, katere so bile njene zadnje besede? Ljubim te. Kako živeti s tem? Ja, prvo sem vzel njen telefon, pa sem sam sebi iz njenega telefona te besede napisal si. Tako da ja, kako živeti s tem. Čas celi rane, tako bom rekel. Na začetku je
pač nevzdržno ni, ker pol ne bi zdržal, ker sem tu, očitno sem zdržal, tako da bom rekel, da je komaj zdržno. Sploh v našem primeru, recimo, ko smo res bili sami tu, ko ni družine okrog nas, ko imaš male otroke, tudi nimaš veliko časa za prijatelje, v bistvu imaš en drugega, to je vse, kar imaš. Pa še to ne veliko, ker si pač zaposlen in z poslovno in z otroci in vse. Tako da res pač je bila to ogromna praznina. Ne samo, da zgubiš pač človeka, ki ti pomeni vse. Ampak pač tudi del sebe. Ne del, pač polovico ali pa še več, ker pač tudi malenkosti, kakšne fore, kakšne besede, ko se kličeš, pač to so stvari, ki jih nikoli več ne niti rekel, niti naredil, niti nič. Ampak to je del, to si ti si, kako bi rekel, druga oseba, sploh, ko si tako dolgo skupaj, niti ne veš, kdo si v bistvu brez te osebe. Tako da, ko te osebe pol ni, pač si, sam ni prava beseda, ne morem razložiti. Pač res kot da ti manjka pol sebe in pač moraš sprejeti, ker ni druga. Ko pa da sprejmeš, sploh pač v našem primeru, ko pač imam mala 2 otroka, pač ni bilo tu nobenega vprašanja, če bo šlo. Pač jaz sem vedel, da bo šlo, pa sem vedel, da bomo spet srečni, pa sem vedel, da bo vse v redu. Pa sem res zaupal, da bomo sfurali, to nisem sploh vedel kako, ampak vedel sem, da bomo. Pol pa pač greš, vsaj jaz, sem šel na delo, ne na delo kot delo kot šiht, ampak vsako jutro, recimo, ko sem ta mala 2 v vrtec pa v šolo odpeljal, sem si vzel, načeloma sem si vzel cele dni fraj, ampak celo jutro je bilo jokanje na sporedu. Enkrat včasih sem šel na obalo, včasih sem šel v gost, na klopco, v sobi, v avto sem veliko prejokal, ko sem malega v vrtec peljal. Tako se mi zdi, da je, mislim, da je bilo v redu, da sem to videl kot obdobje, pa kot trud. Več vedel sem, da bom mogel zjokati določeno število litrov solz, pa da bo pač določeno število mesecev, let moglo preteči. Tako da kako bi rekel, nisem si hotel pričakovanja previsoka postaviti. Pač vedel sem, da bo bolelo. Vedel sem, da moram ful dobro za sebe skrbeti, tako da že takoj sem sebe na prvo mesto postavil, ne otroka, kar se mogoče tudi zdi malo kontraintuitivno, ampak pač ona 2 imata samo mene, če mene ni, tudi ona 2 ne bosta mogla sfurati, ne. Tako da sem se še vedno pač sebe postavljal na prvo mesto, tako da skrbim, da v redu spim koliko toliko, da v redu jemo koliko toliko, da telovadim, da se družim dovolj, da imam dovolj časa za sebe, da so pač te stvari, ki se jih vsi zavedamo, pa jih noben glih ne uspe narediti tako, kako bi si želeli. Pač jaz mislim, da je v tem res ogromno. No. Tako da jaz sem se ful na to osredotočil, na jokanje, pač itak procesiraš. Jokanje pred otrokom. Tudi, tudi pred otrokom. Pač itak probaš, ne, če zdaj ni, ampak le, če mi je bilo hudo, to se tako kaže pol drugače. Si pa pol celi nervozen, pa raztresen, pa pač oni te poznajo tako, kako ti njih, ne. Tako da to sem tudi v bistvu dober nasvet dobil od enega iz bolnice, to je bilo takoj drug dan po prvi operaciji, ko sploh se nisem mogel zavedati, če kaj nas je doletelo, pa sem pač rekel, jaz ne vem, kaj naj zdaj pred otroci, kako se naj obnašam, pač jaz vem, kako slabo je, kaj ima naj povem, pač jaz sem bil čisto izgubljen itak, ne, nisem bil na to pripravljen. Pa mi je rekel, da ne pozabim, da me imata ona 2 kot za zgled, in da pač, da ne delam to, kar si želim, da bo ta ona 2 delala.
Tako da to se mi zdi, da je tako res super vodilo. No? Tako da vedno, če sem v dvomih, si mislim, okay, kaj bi si želel, da bo ta ona za meni delala. Tako da zato, ko se ne počutim v redu, če mi gre na jok, pač jima povem, da mi je težko, povem, da pogrešam mamico, povem, da ne vem, sem se to pa to spomnil. Vprašam ju, če me lahko objameta, pa pol ne vem, to tak mine, to tak pride, pa je 10-20 sekund, pa pač daš to ven. To jaz vidim kot nek ventil, pač ne moreš drugače, če to ne spustiš ven. Tak drugače se ti drugje pokaže, pa je to še hujško. Tako da pa pol pa ja, po minuti, dveh, ko vidite, da sem v redu, pa ima pol tudi sem povedal, vidite, zdaj sem pa v redu, sem malo zjokal, vama sem povedal, kaj me teži, vidva sta me objela, pa mi je zdaj čisto super. In tako pa tudi ona dva v bistvu delata tudi v šoli pa v vrtcu, recimo v vrtcu, ko sem imel sestanek za ta mlajšega, ko je bil 4 leta star, so rekli, da je impresivno, kako dobro se zaveda svojih čustev, kaj se dogaja z njim, kaj rabi, recimo, ne vem, reče, žalosten sem, mamico pogrešam, rad bi se pogovarjal, ne vem, ali pa rad bi slikico njeno imel, ker pač smo jim slikice sprintali, pa sta imela v šoli pa v vrtcu. Tako da, ko ste pogrešala, sta lahko gledala slike. Pa tega pliškota sem tudi naredil za njih, pač imajo tudi, to je kot ena organizacija, ki jim pošlješ sliko, pa ti oni naredijo kot neko karikaturo tega pliškoja, kot neki simbol. Tako da vedno rečete, ja, pač jo pogrešam, pa to rabim. Tako da načeloma sta kar vredo. No? Tako da ja, jokanje pred otroci se mi zdi čisto v redu. Sploh se mi zdi, kadar vidijo, da to ni nič hudega. In v tem primeru ni, ker pač itak so emocije, pač bi bil psihopat, če ne bi, ne, joko. Ki jih daš ven. Ja, tako da se mi zdi, da je pač to čisto normalno. Druga stvar je mogoče, če te otroci nikoli niso videli jokati, potem pa enkrat vidijo jokati, pa še to je v bistvu, ko si že čist pri koncu. Pač in pol je to čist drugačna, ja, potem pa nič ni jasno, in to je itak, da pol čist drugačna izkušnja, ki je polna strahu, pa negotovosti, pa vsega. Ampak če pa to kot sprejmejo kot del življenja, gledaj, če ti je težko, ti se pač jokaš, ampak je to tudi pomembno, da drugim poveš, tisti, ki te imajo radi, pa da vidiš, če ti lahko pomagajo. Pa je to čist nekaj normalnega. Tudi zdaj včasih, če mi je težko, pa to pač mi sam prideta, pa me objameta, pa je to. Pa zdaj se že, kak bi rekel, razumemo, ali jaz pa njih. Točno veste, kaj potrebujete drug od drugega. Ja. Ampak Viki, iskrenost prikazovanja tudi čustev pri otrocih z otroki, tudi v težkih trenutkih, ko je Kristina umrla, si otrokoma pustil čas z njo? Ja, pač, ko sem se jaz od nje poslovil, to je bilo v ponedeljek, mislim, da okrog 4, sem šel domov, sem šel v gost, pač se od, kako bi rekel, sprostiti ni prava beseda, ampak itak je to en kup neke žalosti, tensije, vsega. Ampak ko sem prišel domov, v bistvu ob 7 so mene klicali, da je umrla, kar mi je, to ne moreš verjeti, ampak eden srečnejših trenutkov življenja, ker sem vedel, da pač ne trpi več. Da se je rešila. Ker tak mi je bilo, da ne more več. Ja, tudi povedala je, to je bilo pač zadnji dan, ker je bila v bolečinah, imeli smo jo pač kot neke vrste morfij, pač je v žiloteko in tisto so ji vklopili, za 2 ure je bila pol v bistvu kot v neki komi, tako da ni nič čutila, pa je pol se prebudila, pa je pol bilo že, prvo so ji to dali sam čez noč recimo, da je lažje spala, ampak zdaj na koncu zadnji dan je bilo pač, ko se je prebudila, je že spet hotela, da je preveč, da naj jo uspavamo. Tako da je rekla, ja, pač, da jaz ne morem več. Tako da smo to tudi slišali vsi. Tako da smo ji pol, ko se je naslednjič zbudila, smo ji rekli, ok, enkrat te še zbudimo, sem tukaj, da se poslovimo, če ti je prav tak, pa je pač rekla, ja. Ker pol naslednja faza je pa pač, da ta morfij pustijo, da skozi teče not. Tako da se ne prebudiš več čez 2 uri, ampak pač dokler je to prižgano, tako dolgo si v tej komi in smo pač, to je bila naslednja faza, da pač v bistvu telo še živi, ampak ona je pa pač spi v bistvu.
Tako da, Skupaj z njenimi kaj je bilo starši, vprašanje? torej z babico in z dedkom tvojih otrok ste bili tam, Ja, tako ko je. je želela, se Tako je. poslovi. Vprašanje je bilo, zakaj si otrokoma pustil po smrti, da se dotikata mamice? Zdi se, to je tabu v Sloveniji, verjamem, ne, truplo. Ja. Pravim, ko sem prišel domov, ko sem dobil ta klic, mi je vse odleglo. Par minut potem sta pa prišla ta mala v domov, ker sta bila pa z prijatelji. Pa jima pač povem, mamice več ni, mami je umrla, pa sta prvo bila par sekund čisto tiho, pa sta rekla, kaj lahko vidima. In pač jaz sem tudi pač na to nisem bil pripravljen in sem rekel, ja, ok, gremo. In smo pač šli nazaj v hospice, tako da sta se v bistvu mislim, da je bilo nekje 15 minut, smo bili z njo in se mi zdi, to je bil tudi ključni korak na naši poti, no, da sta imela priložnost pretipati, vse vprašati, pa res razumeti, kaj to pomeni, da zdaj mamice več ni. Ker recimo mlajši je sploh je rekel, mami, ne, pa ni bilo nič od njej, pa tatuji je hotel pokazati, kaj ga je imel nalepko, pa je rekel, mami noče videti tatuja. Sem rekel, mami bi najrajši na svetu zdaj tvoj tatu videla, ampak ga ne more več, ker je ni tu. Ne, samo pa kak je ni tu, če pa je tu? Sem rekel, pač telo je še tu, ampak ne čujete več nič, ni je več tu, ne. Pa pol rukno je v postlo tako po pomoti, pa je tudi tako se vstrašil, da mu bo rekla, pazi lan, ne, pa ni bilo nič. Sem rekel, probaj še, boš videl, nič ne čuti več, ne, bum, pa trese je bil malo nagajiv, sem rekel, vidiš, nič je več ne boli, tako da tudi on v bistvu na nek način bil vesel, da je ne boli več, no pa da ni več v bolečini. Pa probal je očko odpreti, recimo, pa je rekel, noče me gledati. Tim je ta čas za roko, je rekel, kaj pa se zgodi, če roko dvignem, pa pač je dvignil roko, pa je rekel, joj, kak je mrzla. Sem rekel, ja, mrzla je, ker pač kri več ne cirkulira. Pa srček ne bije več. Pol pa ta mlajši, kaj je to srce, kje je srček? Pa gleda okrog, pa gleda tisto vrečko, ki je bil kateter. Pa se ti zdi, pač smo se velikrat pogovarjali o srčkih, ampak pol vidiš, da v bistvu malim otrokom ni vse tako vse jasno, kako se nam zdi, ne. In smo tudi pač pokazali, da ni to srček je tu, vidiš, ko tu nič ne bije, pri meni pa bije, pa pri tebi bije, pa pol je tudi, ko je zdravnik prišel, sem ga vprašal, če nam stetoskop posodi, je tisto za poslušati srce, da čujeta, kak njej ne bije, kak nam bije. Tako da v bistvu smo proučevali, tako je bilo kot šola v naravi za 15 minut. Po 15 minutah sta šla na tla, pa sta se z avti naprej igrala. Pa Viki, kako si ti to zmogel? Tisto mi je tudi bilo čisto, Kako si to zmogel? Ne vem. Pa še eno, mislim, tako neke 2/3 tega imam posnetega. Tako da tudi zdaj, ko gledam nazaj, tudi, ko sem si mislil, pač to je vse, kar bo ta imela te posnetke, ker sta bila, 2,5 pa 5 let, to si zelo majhen, da imaš svoje spomine. Tako da sem tudi za njih dva to posnel, večino. In tudi, ko zdaj vidim posnetke nazaj, ne vem, kako sem to zmogel. Jaz mislim, da pač kot starš včasih greš čez sebe. Tako se mi zdi, greš čez sebe. Tako se mi zdi, da sem kar na sebe pozabil. In sem nekako mi je uspelo se dvigniti, pa pač bil sem, ko se mi zdi, kot da sem, kako bi rekel, kakšen dokumentarec pač razlagal ali tolmačil. No. Sploh v tem času, ko se prepustiš žalovanju, da si pomislil tudi na to, da boš posnel, da si razmišljal tudi o prihodnosti, ne samo v tistem trenutku, ko ste bili tam. Ja. Ne vem, tako mi je pač padlo na pamet, hvala Bogu. No. Pa sem res vesel, ker vse te, zdaj ko gledam za nazaj, vse ti posnetki, ki smo jih naredili čez celo življenje, ne samo zadnje dni, pač so res zdaj ful vredni. No. Viki, se spominjaš
kakšen je tvoj spomin na Kristino? A je to na tiste zadnje dneve, ki se pogosto močno vtisne v spomin, ne? Neka taka podoba odhajanja? Močna je, ne vem, sodim po svojih žalovanjih, podoba moje babi. Pa se moram potem prav prepričati, da se vrnem v njena najboljša leta, v meni najljubša leta, ker mi je tako močen ta spomin tega, kako je bila uboga na koncu. Ja. Kje je tvoja, kakšna je tvoja Kristina? Pa meni ni tako, kak je bila na zadnje, no. Mogoče tudi zato, ker zdaj, če omenila si babico, ker z babico verjetno nisi bila vsak dan, vsako uro na vezi, ne. Ko si pa ti z nekom vsako uro praktično, vse pa si vedno nekaj napišeš, pa splaniraš, pa si pošleš, tudi če nisi fizično skup, ne. In tako da je to bolj, kako bi rekel, veliko večja količina tega materiala, pa slik, pa vsega, kak pa tistega zadnjega. Tudi zadnja, ampak ni tako, da bi se zdaj spomnil, pa bi zdaj imel njo v slabem stanju v spominu, sploh ne. No. Pogreb, tudi nekonvencionalen, mogoče po naših slovenskih standardih. Kaj ste počeli, kako se ga spominjaš? Ja, potem, ko je umrla, smo imeli prvi en pogreb tu na Nizozemskem, pol pa en teden kasneje še enega v Sloveniji, zato da so se vsi tu na Nizozemskem lahko od nje poslovili in tisti v Sloveniji. Imeli smo žaro, to smo tudi šli vse nefiltrirano, tako da, ko smo imeli pogreb, je bila prvo v krsti, je bila krsta sicer zaprta, par dni predtem smo v krsto tudi porisali, s tamalima, pa pobarvali, pa napisali sporočilca, pa tudi odprta je bila krsta vmes, ko smo ji dali stvari v roke, da jih je seboj vzela, pa rizbice, pa vse to, tako da je bila taka pisana krsta pol na koncu. Tako da na pogrebu smo imeli, ja, krsto tam, pol pa, ko je bilo pogreba konec, smo pa šli z njo do sobe, kjer se pač peč odpre, pa je šla krsta not in smo pač bili poleg. V Sloveniji niti ne vem, če je to možno. Mi pa pač smo lahko videli vse do zadnje sekundice, ko so se vrata zaprla. Tako da ona dva imata vse, ves film, kak bi rekel, tako, kak ga imam jaz. Ker se mi je tudi zdelo pomembno, da tudi če nista sposobna na tak način procesirati, kak sem jaz, s tem, kak rasteta, pa ko se ima možgani, kak bi rekel, ja, rastejo z njima, bosta tudi imela nova vprašanja, pa bosta na nov način procesirala isto stvar, ampak zato sem hotel, da je ta ista stvar nefiltrirana, ne čez moje misli pa besede vržena že. Kako vam je pa pomagala okolica v tem času po pogrebu, ne? Ponavadi vsi rečejo, potem najprej so vsi z nami, vsi okrog, potem pa kar naenkrat ostaneš sam. Kako se vključila šola, vrtec, družina? In ali so te nagovarjali, da se vrnete v Slovenijo? Ja, jaz moram reči, da kar se tiče podpore, si ne morem predstavljati, da bi lahko bilo boljše. No. Pač od takoj, ko je zbolela, so prijatelji nam prijatelji nosili hrano, pomagali, mala dva paziti. So res bili vsi z nami, okrog nas, od sosedov, ki smo jih komaj poznala, do prijateljev, ki živijo vse povsod po svetu, ker pač sem študiral tu, imam prijatelje z celega sveta, prijatelji, družina, pač iz Slovenije, iz srednje šole, iz faksa, iz sosedi, od enega, od drugega, prijatelji od prijateljev, znanci, res.
vsi. No. Tudi zbrali smo ogromno denarja od vseh. Prvo sem postavil kot nek fundraising website za pogreb, ker pogreb tudi stane in tako pri 33 nimaš glih zavarovanja za pogreb zrihtanega. Tako da s tem razlogom sem odprl kot za donacije, pa smo res ogromno denarja zbrali od sodelavcev do mojih strank iz Amerike, iz Pakistana, iz Slovenije, iz ljudi. Tako se mi je zdelo, kot da sem tako se mi je zdelo, kot da sem v gozdu, ko je čist temen. Pa so tako, kako bi rekel, vidiš ljudi, tako glave iza dreves, ko pokukajo iz vseh dreves, tako da so vsi bili na nek način skriti, ampak pol vidiš, da so vsi še vedno tam. Ker so eni ljudje, ki jih mogoče, ne vem, od osnovne šole nisem niti videl, niti slišal. Zanimivo, da sem že vsega danes povedal, da mi je zdaj to najtežje. V glavnem, težko je opisati vso podporo, ki smo jo dobili. Itak, da ne omenjam najbližjih, zdaj se osredotočam tudi na tiste, ki se komaj poznamo, ali pa sploh ne, marsikdo je doniral, pa nas sploh ne pozna. Pa da ne govorimo o domačih, itak, so bili vedno vsi na voljo. Čeprav živimo v tujini, so nas obiskali, pa nam pomagali. Tako da res hvala vsem, milijonkrat res. Brez vas nam ne bi uspelo, no. Marsikdo reče, pa kako lahko to sam, pa ne vem, nikoli se nisem počutil, da sem sam. Lepo je vedeti in čutiti podporo okolice, prijateljev, družine, vseh, ki so vam priskočili na pomoč in ki so vam še vedno na voljo, da ponudijo ramo, na kateri se lahko zjočete. Viki, kako se spominjaš danes? 2 leti sta od smrti žene. Kako se je spominjaš in ko pogledaš sinova, vidiš veliko nje v njih, v videzu, obnašanju, karakterju. Kako se počutiš ob tem? Če bi jo nimamo dovolj časa, da bi jo opisal. Tako da bom šel v drug ekstrem, pa z eno besedo, če jo opišem, je legenda. To je to. Tako se spominjam. Jaz sem jo poznala en zelo kratek čas, pred 10 leti, ko sva skupaj počeli neke promocije in jaz bi rekla Sonce. Legenda ali pa Sonce. Res, pa sem jo poznala en tak drobec svojega časa, nekaj tednov. Res je, se čisto strinjam. Tako da kot takšne se spominjam. Vidim jo tudi v malih dveh, seveda, čeprav ju vidim kot samostojna fanta. Se mi zdi, da to bolj drugi vidijo te podobnosti, ampak jaz, ko sem vsak dan non-stop z njima, ta običajno ne vidiš sam za sebe, recimo, tako, kako se v špegel pogledaš. Tako da glede videza ne vidim to. So pa kakšna taka obnašanja, ampak tudi to je težko, ker sta tukaj mala, po eni strani, po drugi strani pa še nista dovolj velika, ne vem. Tako da vidim, pa tudi ne tukaj, mogoče kako pa drugi vidijo, oziroma vidite, ker imate neko distanco, pa je lažje te stvari videti. No. Ampak v naših
spominih je pa res pač kot legenda. No? In tudi ogromno govorimo o njej, pa gledamo slike, pa videe, pa vse. Pa je v takih res lepih spominih, pa radi se o njej pogovarjamo in vse. Viki, povedal si že, da si je Kristina želela, da bi bili spet srečni, da bi si ti sam nekoga poiskal, da ne bi bil sam. To ti je uspelo. Kako ločiš ti dve ljubezni? Eno, ki je odšla prehitro in je ostala neskrhana, popolna v bistvu, in novo ljubezen. Ja, pač to ti je uspelo, je kar velika. Kako se trudiš? veliki stavek, ker pač kdorkoli hodi na zmenke oziroma si išče novega partnerja, pri mojih letih ve, da to ni isto, kak pa v 20-ih. Zato, ker v naših letih si vseeno nekaj že skozi dal v življenju in si izoblikovana oseba, veš, kaj hočeš, veš, kaj nočeš, in je pač sploh ni to lahko dan danes, sploh ne z otroci. Tako da ja, trenutno imam punco, tudi ni prva po Kristini. Tako da jaz vidim to kot stvar, ki si jo je tudi ona želela, tudi midva smo se menila, preden se je vse to skupaj dogajalo, smo se pogovarjala, pač če se slučajno enemu od naju kaj takega zgodi, kaj si želimo en za druga, pa smo oba itak bila, pač najdi si nekoga, pač valjda je pa še otroke, imaš pa to sam srečen oziroma srečna bodi, tako da nimam nobene slabe vesti. Tudi povedala je svoji familiji, prijateljcam, pač kaj si ona želi, da hoče, da grem naprej. Tako da je v bistvu ful lažje mi, ker vem, da so vsi na moji strani z njo vred. Tako da delam v bistvu to, kar jaz mislim, da je prav. Tako da je to tudi tak en občutek dober, kako bi rekel, neke svobode pa zaupanja. Zdaj, kak je to staro pa novo ljubezen, hkrati furat. Na nek način, kako bi rekel, prebral sem celo, da se v bistvu drug del možganov aktivira, če si v nekoga zaljubljen ali pa če imaš če nekoga ljubiš vrsto let. Če si z nekom vrsto let, se ti tisti del možganov aktivira, ki je zadolžen za familijo, recimo, pa prijatelje. Familija imaš lahko veliko, tam je veliko prostora in to ne pomeni, da zdaj, če si v nekoga zaljubljen, da pač imaš onega drugega. Pač v bistvu vidim kot dva različna dela možganov. Tako da načeloma nisem imel glih nekih težav s tem, moram priznati, no, ampak mislim, da je zato predvsem zadolžen, ima zasluge ona, no, ker smo se o tem lahko pogovarjali, pa res hvaležen, da sem imel še 2 meseca pa pol z njo, ker lahko je tudi ne bi imel. In pač mi je ful žal za tiste, ki ste izgubili partnerje v nesreči ali pa kaj, ker to mora biti pa res še toliko hujše, ker jaz sem v bistvu imel priliko začeti žalovati še, ko je z mano bila, tako da v bistvu mi je že pomagala začeti žalovati, kar je, se mi zdi, tudi ogromnega pomena, pa da pač se pogovarjaš lahko z njo. Tako da zato se mi zdi, da je bilo vse dosti lažje. No. Pa tudi vidim to kot, tak pač je, ne vem, kak rečem, pač se mi zdi, da je treba se znati prepričati, da ni nič narobe s tem, no. Če greš naprej, da je to želja vseh in pač ja. Viki, mislim, da se potrudiš. Prepričana sem pravzaprav, da si s tem pogovorom zdaj ti nekomu tisti človek za deblom v gozdu. Ja. Da nekomu pomagaš ljudem, ki žalujejo, ki so mogoče v procesu tega anticipatory grieving, torej predčasnega pričakujočega žalovanja, poslavljanja, ker veš, da je nekdo na poti k koncu. Lahko bi se pogovarjali verjetno še ure in ure. Še nikoli se nisva gledali in toliko prejokali, pa sva se že za marsikaj jokali v zasebnem življenju. Hvala res za neprecenljivo sporočilo in pogovor. Res močna zgodba in res hvala, da si bil pripravljen to deliti z nami, z našimi poslušalci in poslušalkami. Mislim, da je to neprecenljivo.
neprecenljiva vrednost tega pogovora, ki bo, kot je Uršula rekla, marsikomu tudi pomagala na tej poti, ki pač na žalost ima konec. Ja. Hvala. Hvala, ker ste stopili v kontakt z mano. Pa če koga zanima, posnel sem tudi par YouTube videov, kakšno leto nazaj, več, sploh na začetku, mislim, da sem nekje po 3 mesecih začel snemati, pa mislim, da enih 5-6 videov na YouTubu. Pod Wiki Reflects se lahko najde kot Reflects, kot Reflection, kako bi bilo po slovensko to. Wikijevi razmisleki? Ja, ne ravno ali sebi, pa ampak Reflects, v glavnem, kot se pa ne najdem slovenske besede. Ja, niso odsevi, niso. Ne. Ja, lahko pa me najdete, lahko mi tudi e-mail pošljete, wiki.pavlič@gmail.com, če koga zanima, vam pošljem link. Ampak mogoče so tisti videi tudi za koga interesantni, zato ker so bili pač posneti v momentu, pa sem tudi malo updateal, kak nam je v momentu, ker zdaj tudi malo lažje o tem govori 2 leti potem, kak pa je bilo 3 mesece potem. Tako da, če koga zanima, si lahko tudi tisto pogleda. Tako da, ja. Pa mogoče, če bo zanimanje, tudi še kakšen video posnamem, če koga kakšne določene stvari zanimajo. Viki, najlepša hvala za vse. Malenkost, mi je veselje. In srečno tebi in tvoji družini. Hvala lepa, hvala. Srečno. Enako, adijo, čau, adijo. Čau.